Dejstvo je, da nasplošno Slovenci o Trubarju zelo veliko govorimo in zelo malo vemo. Glede na to, da gre pri katekizmu za delo, v katerega je vlagala svoje moči kar precej velika skupina ljudi, bi najprej na kratko orisal, kako je delo potekalo. Lansko leto ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva, še preden smo izdali prvo knjigo v naši zbirki Abecednik, je Vinko Ošlak naredil že tudi prvo zasnovo celotnega prevoda katekizma. Nadaljnje delo na besedilu sem nato prevzel jaz in do junija 2009 mi je uspelo dokončati besedilo v celoti, samo še s pesmimi smo se ukvarjali potem tja v julij in to izmenično jaz in Vinko in tako naprej. Ja. No, ko je bil prevod enkrat pripravljen, ga je vzel pod drobnogled uredniški odbor, v katerem so bili poleg mene in Vinka Ošlaka še Benjamin Hlastan, Matjaž Črnivec, Mihael Glavan, Nenad Vitorovič in Geza Filo. Vsak član posebej je podal natančne pripombe k besedilu, spornejša vprašanja pa smo nato reševali v živo, v mestoma burnih in še bolj burnih debatah, razpetih med jezikovnimi in teološkimi vprašanji. Jaz moram reči, da že dolgo nisem bil v kakih skupini, v kateri bi tako užival kregati se. Ja. Na drugi strani mi je bilo pri razreševanju težjih mest v veliko pomoč delo, ki so ga ob pripravi gradiva za slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja že naredili moji sodelavci iz sekcije za zgodovino slovenskega jezika Frana Ramovša. Namreč za vsako besedo so na inštitutu na voljo vsi izpisi vseh pojavitev v vseh delih slovenskih protestantskih piscev. Tako da se dejansko, če si v dvomu, lahko brez problema na koncu najde najustreznejši približek pravega pomena. No, kot zelo uporabno se je pa pokazalo tudi naše besedišče, ki smo ga v zbirki Biblija Slavika izdali pred dobrima 2 letoma. Vzporedno je delo teklo tudi na diplomatičnem prepisu. Glavno delo je opravila Martina Kraljič, Mihael Glavan, ki je imel na tem področju v bistvu največ izkušenj, potem Matjaž Črnivec in jaz, smo pa nato prispevali še svoje korekture in razreševali nekatere težja mesta. Ko se je knjiga začela staviti, so nastopile številne nove težave, zato ker smo prvič videli obe varianti besedila skupaj. In sicer težave so se razpenjale od urejanja notnih prepisov, ki nam jih je odstopil Edo Škulj in ki niso bili vsi narejeni po Trubarjevi izdaji iz leta 1550, ampak so bili narejeni na primer po Dalmatinovi izdaji iz leta 1584. Tako da smo morali note rezati in dodajati in primerjati in tako naprej. Ampak usklajevanje dela je bilo prijetno, zato ker je potekalo, kakor bi rekel Trubar, v pravem krščanskem duhu. Torej, pošteno in jasno in odločno. Osnovne korekture so nato poleg mene delali vsi člani uredniškega odbora, pri čemer je predvsem v zadnjem delu največji del poleg mene opravil Benjamin Hlastan. Poleg Vinka Ošlaka je naredil glavno delo pri določanju mest svetopisemskih citatov pri Trubarju, kar je bilo zelo zahtevno delo in kjer smo glede na dosedanje izdaje, upam, naredili kar precejšen korak naprej. Pri najbolj težavnem delu, litanijah, je bilo samih korektur največ, poleg uradnih 4 sem naštel še 7 vmesnih in tu se je zelo izkazal tudi sam oblikovalec, zato ker je bil zelo potrpežljiv, lahko tudi ne bi bil. Gre pa seveda za jezikovno in teološko tako problematično besedilo, da vsi problemi še zdaleč niso idealno razrešeni.
Upam, da so vsaj nekoliko nakazani v opombah in komentarjih, tako da bo vsak bralec vedel, kje smo bili tudi mi v dvomih in kaj zahteva mogoče še kakšna nadaljnja razmišljanja in raziskovanja. Prevajanje Trubarjevih del namreč ni mačji kašelj. Prevajalca postavlja pred številne zadrege in je dolgotrajnejše kot običajno prevajanje iz tujega jezika. Sklepati moramo številne kompromise pri določanju pomena posameznih besed in kompromise med zvestobo slogu in sporočilnosti izvirnika ter berljivostjo in razumljivostjo za današnjega bralca. Ali če povem čisto poenostavljeno, ko prevajamo, moramo biti čim manj pametni in čim bolj dvomeči. Vsaka beseda, ki se nam danes zdi popolnoma razumljiva, Trubarjeva, je lahko namreč v tistem času pomenila nekaj popolnoma drugega, kot pomeni danes. Ne, se lahko nazaj. Knjiga je sestavljena po zdaj že ustaljenem vzorcu iz abecednika, in sicer najprej diplomatični prepis, to pomeni prepis iz gotske pisave v humanistično latinico, torej v današnjo pisavo od črke do črke, nato znotraj jezikovni prevod v sodobni slovenski knjižni jezik, nato spodaj s komentarji prevoda in pa spremno študijo ter na koncu nekaj slikovnega materiala še. Če se ozremo zdaj naprej na to, kaj pomeni sam Trubarjev katekizem, lahko rečemo, da dejansko predstavlja veliko prelomnico v zgodovini slovenskega jezika, književnosti, teologije in slovenskega naroda nasploh. Leta 1550, ko je delo izšlo, je Trubar v njem prvič označil svoje rojake kot Slovence in utemeljil slovenščino kot knjižni jezik. To dejanje ni bilo niti samoumevno, niti sad kakega logičnega razvoja, ampak je šlo enostavno za pogumno dejanje genialne osebnosti, kakor jih je vsakemu narodu v zgodovini podarjeno le nekaj. Trubar se je pri tem dejanju lahko oprl na določeno tradicijo slovenskega jezika, ki jo je do takrat ohranjala predvsem raba slovenščine v cerkvenem življenju. Vendar se je do Trubarja slovenščina le občasno zapisovala, o čemer nam pričajo nekateri ohranjeni rokopisi, od Trubarja naprej pa se je redno pisala. Sam Trubar besedil rokopisnih, zapisanih v slovenščini od Brižinskih spomenikov dalje, ki jih lahko občudujemo danes, ni poznal, dobro pa je poznal samo ustno izročilo, saj je v njem živel. Tu nikakor ni šlo samo za pogovorni jezik preprostega ljudstva, ampak za izročilo, ki se je negovalo v vseh slojih. In temu primeren je bil tudi jezik, ki ga je Trubar ustvaril. S prvo slovensko knjigo tako Slovenci nismo dobili kakega preprostega jezika, namenjenega samo preprostim ljudem, kmečkim množicam, ampak jezik, ki je ustrezal tudi in predvsem potrebam plemstva, meščanov, duhovnikov in pridigarjev. Lahko bi rekli, da smo dobili z njim visoki knjižni jezik. Pomembno dejstvo ob tem je pa tudi to, da je Trubar svojo prvo knjigo zasnoval kot izvirno delo na visoki teološki ravni, ki glede na svojo zgradbo dejansko nima para v tedanji Evropi in ki je Slovence s svojim bogatim krščanskim sporočilom že takoj postavilo na duhovni in kulturni zemljevid Evrope ob bok najbolj razvitim narodom. No, kot zanimivost tu lahko omenimo tudi to, da iz tega dela izhaja tisti pogosto citirani navedek Trubarjev stati in obstati. Delo, kot vidimo na tem grafu, je jasno razdeljeno na dva dela, pred katerima seveda stoji še naslovnica, uvodni del, nemški in slovenski uvod, in sicer iz poučnega dela in praktičnega dela, ki sta razdeljena tudi z različnim
številčenjem. V prvem poučnem delu knjige Trubar na 152 straneh naniza 10 vsebinskih sklopov, ki jih obdela v 17 poglavjih. In sicer najprej spregovori o stvarjenju prvih dveh ljudi, o posledicah njunega greha ter obljubi odrešenja. Temu logično, tako kot v vsakem katekizmu, sledi obravnava 10 zapovedi, apostolske vere, Oče naša, pomena oznanjevanja Božje besede in zakramentov, sledijo opomin k pobožnemu obhajanju Gospodove večerje, poglavje z branimi pričevanji iz Svetega pisma, poglavje o dobrih delih in hišna tabla. No, drugi praktični del katekizma, pa kot lahko vidite iz grafov, najprej vsebuje 6 pesmi, ki popolnoma verno povzamejo vsebino začetnih poglavij katekizma. To torej, kar so pismeni, učeni ljudje brali v prvem delu, so lahko prek pesmi potem posredovali manj učenim ljudem.